Torej, v mesečnem pismu za oktober nas je spomnil tudi pater Regele, naš okrožni predstojnik, da obhajamo 100-letnico razglasitve praznika Kristusa Kralja. Sicer 11. decembra je bila izdana ta okrožnica Quas Primas, ki je ustanovila tudi za potem 26. 1926 ta praznik na zadnjo nedeljo v oktobru. Potem je seveda še drugo, kar je zapovedati, ampak najprej morda pogledamo malo tega Achilleja Ratija, milanskega nadškofa, ki je bil izvoljen za papeža po 14 krogih glasovanja in si je vzel nekaj minut, preden je pritrdilno odgovoril, privolil, in kardinal, ki je vodil ta konklave, je dejal, da so pač vodili, ker je bilo 14 krogov kardinala Ratija po 14 postajah križevega pota, da bi ga nato pustili samega na Kalvariji. Torej je zelo težko breme je padlo nanj. Spravi najdaljše konklave 20. stoletja, pa tudi kasneje v bistvu. Do zdaj ni bilo še tako dolgega. Kot posebni odposlanec papeža Benedikta 15. je že sam lahko na Poljskem se srečal direktno v živo s komunizmom, tako da je lahko to videl. In prvič je o Kristusu kralju spregovoril že v svoji prvi okrožnici leta 1922 Ubi Arcano. Dejal je, Kristusov mir je mogoč le v Kristusovem kraljestvu. Torej, mora biti za pravi mir, mora kraljevati Kristus, konkretno kraljevati, družbeno kraljevati. Spravi, beseda je meso postala. Bomo potem kasneje tudi še šli neke podrobnosti, razlike med obema obredoma oziroma molitvami v obeh obredih, v novem in starem, ampak to je bistvena zadeva. Se pravi, Kristus mora konkretno kot pravi človek kraljevati. On je kot pravi človek, je kralj. Stoji pred Pilatom kot kralj. Lahko on ne priznava, lahko Judje niso priznavali, čeprav potem je priznal, je napisal na križ judovski kralj. Ampak ne samo judovski kralj, je kralj vseh, vseh narodov in tako naprej, te stvari. Torej, to konkretno mora kraljevati. Ne samo, kot bomo videli, nekje oddaljeno ali pa zasebno in tako. Se pravi, nadaljuje potem papež Pij XI, pravi, zakaj ne miru na zemlji, to je sad poželenja ali v latinščini concupiscentia, poželenje v vseh ozirih, hlastanje po svetnih dobrinah, po užitkih in tako bi lahko dali vse te stvari. Torej, med ljudmi se pogosto najde to nekako lakoto, jaz bi hotel kar med vse to, požiram z očmi, požiram v mislih, nekako hrepenem po teh zadevah, Se pravi, po dobrinah, po užitkih in tako. Sej ni zastonj tisti pregovor, da če jemo z očmi in tako naprej, ker to dejansko je tako, Torej, zaradi tega tudi ni miru med ljudmi, med narodi, med družinskimi člani, med sosedi in tako dalje, To je vse tisto. Spravi, najprej mora biti to, Spravi, da ni poželenja, da ni concupiscentia, da imamo remedium concupiscentia, ki seveda ni samo sveti zakon, tudi sveti zakon, ampak zlasti seveda sveta pokora, spoved je remedium concupiscentia, poleg tega, da živimo molitveno in sakramentalno življenje, da nimamo tega poželenja in to, in potem, da se tudi vadimo v krepostih in delamo za to.
Tako da potem ljudje v tem, kar smo rekli, se primerjajo z drugimi ljudmi. Oni pa ima, jaz pa nemam in tako dalje, ne. So v teh fantazijah sanjarjenih tudi, ne. In iz tega potem izhaja nevoščljivost, ljubosumje in tako. Če se spomnite spred let, tista reklama, če bi zadela jackpot, ne. Tista ženska tam neki sanjari, ne. Če bi imela ne vem koliko keša, ki ga pač nima, ne. Tako da ne more nič narediti, lahko samo sanjari, ampak to ni dobro, da sanjari. Torej, pred 100 leti, ob koncu svetega leta, prav tako je bilo vse to leto, je razglasil papež Pij XI praznik Kristusa kralja v okrožnici Quas Primas. Jezus Kristus, druga oseba presvete trojice, je obenem Bog in človek, ne, seveda, kot vemo, in tudi kot človek, torej, kot smo rekli, kraljuje, ne samo kot Bog. To ni težko povedati, da kot Bog seveda kraljuje. Po svoji naravi je seveda odrešenik, duhovnik in kralj. On je kralj nebes in zemlje. V najširšem smislu je vse človeštvo pod vladavino Jezusa Kristusa, je rekel že papež Leon XIII v okrožnici Annum Sacrum, se pravi v enem drugem svetem letu. Kristus kralj je avtor vse blaginje, on prinaša blaginjo, on prinaša pravo srečo za posamezne državljane, pa tudi za cele države, pravi Pij XI v svoji okrožnici Quas Primas, ki seveda ne bomo jo tukaj podrobno razčlenjevali, to naj si vsakdo sam prebere, pogleda in tako dalje, ne. Spravi te stvari. Torej ni prave blaginje, zadovoljstva, izpolnjenosti brez Kristusa. Ne more biti. Njemu moramo biti podložni, iz tega izhaja, niti v družbi ne more biti prave blaginje, če tega ni, če ni družba podložna Kristusu. Pravi zakoni so le zakoni, ki izhajajo z naravnega reda stvari, zdrave pameti, ostali so krivični zakoni ali pa sploh niso zakoni. Sveti Tomaž o tem pravi: človeški zakon je zakon, kolikor je v skladu z zdravo pametjo in tako izhaja iz večnega zakona. Ko pa je zakon v nasprotju z razumom, se imenuje nepravični zakon. V tem primeru pa preneha biti zakon in postane nasilno dejanje. To krivičnost zaradi avtoritarnosti lahko danes opazimo seveda tudi v cerkvi, pri pastirjih cerkve, zaradi tega tudi njihovi zakoni sploh niso nekateri, ne, sploh niso zakoni, ker so plod njihove arbitrarnosti, avtoritarnosti, njihove lastne volje in tako naprej. Mi seveda v bratovščini, kolikor se da, te zakone cerkve, tudi novejše in tako, spoštujemo, ampak kolikor se da, kolikor so zakoni, kolikor se ne razlikujejo od tradicionalnega nauka in tradicionalnih zakonov in dojemanja in tako naprej, ne. Spravi, neke stvari se da, ne. Skušamo seveda malo bolj držati, recimo zakon posta, vzdržka in tako, ne. Ampak načeloma ni to vernik vezan proti smrtnemu grehu, da se drži, ne, v smislu 3 ure evharističnega posta in tako, ne. Proti smrtnemu grehu je seveda vezan 1 uro pred obhajilom, ne, kot bi rekel eden od naših vernikov, ki je tukaj navzoč, to je zato, da ne ješ sendviča med mašo, ne, tako da te stvari malo vemo dobro, kdo je to, ne, tako da to. Skratka, da se upre tej komunistični trajni ali stalni revoluciji, zato je ustanovil papež Pij XI ta praznik, pa tudi še ene revolucije prej, zato ker tudi po Evropi že so začeli po teh državah, kjer se je tako imenovana reformacija prijela, ne, na zadnjo nedeljo v oktobru praznovati dan ali nedeljo reformacije. Vemo, da tudi prvi predsednik Slovenije, ki je izhajal iz protestantizma, ne, čeprav je bil komunist oziroma je še komunist in tako, je tudi dal v Sloveniji, ne, dan
reformacije, revolucije, te protestantske, ne, tako da to. Tudi zato, tudi da se vzpostavi, da je Kristus pravi kralj in da ni neka ta liberalna ideja in tako, ne, spravi, ker z tega potem pride to, kar imamo potem v novem mašnem obredu. Spet v cerkvi od konca zadnjega koncila poteka tudi neka trajna ali stalna revolucija, stalno je nek koncil, stalno je neka sinodalnost in zdaj v tej sinodalni poti samo še bolj, ne, ta trajna revolucija, ne, mora zmeraj se dogajati, neka revolucija ni nikoli končana. To je strategija, to je komunistična praksa, cilj je treba uresničevati brezkompromisno. Ni, če se nekdo temu upira, če je neka opozicija, se seveda obračuna s tem. Tako da tudi v cerkvi se skuša ustvarjati neki stalni proces, da bi se tudi ustvarilo neke poslušne skupine ljudi, ne. Se pravi, škofje so tako rekli, papež je tako rekel, škofje so tako rekli in tako moramo narediti. Tisti, ki se upirajo, najprej se jih izolira, potem pa seveda se jih tudi odstrani na nek način ali pa utiša, ne, ker so v nasprotju z določenimi cilji, ne. Kako je že tisto, če je resničnost drugačna, slabše za resničnost, ne, tako da to. Latinski izraz za revolucijo, res nove stvari. Rimljani so to vedno kot slabo dojemali, ne, novo, kar je bilo. Spravi ne neke pridobitve, ki so dobre, ok, tisto že, ampak neke take stvari, ki so se razlikovale od stalno ustaljenih navad, praks, izročila. Tradicija je izročilo, ne, kot smo tudi že povedali. Se pravi, zadnja nedelja v oktobru, to je postavil Pij XI tik pred praznik vseh svetih, pred mesec november, ko se spominjamo vernih duš, se pravi tistih najboljših podložnikov pravzaprav Kristusa kralja, ne, ampak tudi na zemlji, ne, smo njegovi podložniki. Zdaj, če to želimo, ne želimo, to je druga stvar, ampak dejansko smo. Tudi, če ne bi bili kristjani, katoličani in tisto, vsi morajo priznavati Kristusa za kralja. Dejstvo je, on je kralj vseh teh ljudi. Ne? Tako da to. Se pravi, to se ujema z adventom in njegovim prihodom v slavi, ne? Takrat bo prišel kot kralj, kot v poveličenem človeškem telesu soditi žive in mrtve. Ne? Tako da to. Prvi del adventa to poudarja ta vidik, ne? Tako da to. To nas popelje cerkev pravzaprav, ne? Da zdaj že razmišljamo počasi o poslednjih rečeh, smrti, sodbi, nebesih in peklu. Te stvari, da malo razjasnimo, kaj so zdaj moje prioritete. Tako da je papež Pij poudaril, Kristus ima oblast, avtoriteto nad vsemi stvarmi, nad vsemi ljudmi, nad vsemi biti, nad vsemi zadevami. Kraljev, gospod gospodov, kot pravi sveti Janez v Razodetju. In tako Pij XI je dejal, posamezniki in celotne družbe so se dolžni podrediti Kristusu kot svojemu kralju, kjer Kristus ne vlada, ker je zavrnjen, pravi Pij XI, so ljudje seveda popredmeteni, so razosebljeni predmeti, jih je moč poteptati, zavreči. Lenin je rekel, da tudi če umrejo milijoni ljudi zaradi teh njihovih ciljev, ne, uporabuje prispodobo, da narediš omleto, je treba razbiti jajca, ne, spravi tako. Zato se dogaja, kar se dogaja, in tudi v cerkvi se tako dogaja, ne, spravi, da se tepta ljudi, da se gre preko trupel, da se lomi volja in duša ljudi. Tako da to. Zdaj pa še, da zaključimo s to primerjavo, ki sem obljubil na kratko. Novi pa stari obred, najprej različno ime, novo sordo so dodali, da je Jezus Kristus kralj vesoljstva.
Se pravi, če je kralj vesoljstva, takoj mi pride na pamet, da je nekje v vesolju, ne? Torej, da je daleč. Ne vpliva na moje življenje več kot toliko. Liberalistično dojemanje in tako. V starem obredu smo slišali, v latinščini seveda, ampak vesoljstvo je omenjeno, ampak da se prav razume to vesoljstvo, ne? Zato pa so tudi še druge stvari v tej molitvi. Torej tudi premik na zadnjo od tako imenovanih navadnih nedelj, ne? Potem so, ker so bile preveč navadne, so dali, da so nedelje med letom, ampak to nič ne spremeni dejstva, da se jih dojema kot navadne, ne? So s tem poudarili, ne? To njihovo dojemanje, torej primerjava med prošnjami. Stara glavna mašna prošnja, se pravi, Jezus, vsemogočni večni Bog, ki so svojem ljubljenem sinu, kralju vesoljstva, želel prenoviti vse stvari, smili se in daj, da se vse družine narodov, ločene zaradi greha, združijo pod njegovo najslajšo vladavino. To je nekako dobesedni prevod in tako. Tukaj in zdaj torej narodi morajo Kristusa priznati za svojega kralja, vsi narodi, ne? Vsaj v teoriji se to pričakuje, tako je, ne? Novo sordo, vsemogočni večni Bog, po svojem ljubljenem sinu, kralju vesoljstva, si obnovil vesoljni svet. Najti vse stvarstvo rešeno suženstva, z nami svobodno služi in te brez konca proslavlja. Kristus torej je kralj vesoljstva, ok, ampak smo rekli tudi takoj, da mislite, da je nekje v vesolju, ne? Greh je zaobsežen morda pod pojmom suženstva, noben ne ve, ali je, se ne razume, kaj točno bi bilo to suženstvo, lahko je tudi kaj drugega, ne? In zdaj ta svetna sfera, ki stari obred omenja kot narodi, ni izrecno navedena, ampak vse stvarstvo svobodno služi, kaj to pomeni? Služi, kakor želi, ne? Se pravi, lahko služim kot musliman, lahko služim kot budist, lahko služim dejansko kot pocestnica in tako, ne, sej vemo te stvari, ne? Sej dela zato, da služi, ne? Tako da, skratka, svobodno, ne? Tukaj imamo že namig na drugi vatikanski koncil, svoboda vesti, svoboda volje, svoboda, verska svoboda, ne? Tako da to. Torej, kjer se spremeni vsebina, se spremeni tudi verovanje, se spremeni zakon molitve, lex orandi se spremeni zakon, potem tudi verovanja, lex credendi, nazadnje se spremeni tudi zakon življenja, delovanja, lex vivendi ali operandi. Torej, ni nič čudnega, da potem tudi morala je taka, kot je. Kaj narediti hitro, zdaj se ne bo nič spremenilo, ampak vsak od nas in naše družine lahko delamo to, kar naroča ta praznična molitev po obhajilu, ki jo bomo še danes slišali. Nahranjeni s to nesmrtno hrano, te prosimo, Gospod, da bi mogli mi, ki se ponašamo z bojem pod praporom Kristusa kralja, zavedno, da bi mogli mi, ki se ponašamo z bojem pod praporom Kristusa kralja, zavedno z njim vladati na nebeškem prestolu. Torej se moramo bojevati pod praporom Kristusa kralja v svojem življenju, po svojih družinah, domovih, na delovnem mestu, kjerkoli, ne? Tam moramo oznanjati Kristusa kralja, ne? Ker Kristus ni nekje daleč in ni samo v mojem srcu in ni samo nek individualizem, kot bi radi poudarjali, liberalistično, ne? Ampak moramo, kolikor lahko, si prizadevati, da bi on kraljeval. Vsak dan si moramo za to prizadevati, to je naš vsakdanji boj. Je boj, da vse prenovimo v Kristusu, kot je rekel sveti Pideseti, instaurare omnia in Cristo. V imenu Očeta in Sina in Sveta Duha, amen, hvaljen Jezus.